Tokrat bo v novicah prva Slovenija, ki vodi v evropski digitalni finančni revoluciji. V drugih novicah pa si bomo ogledali še, kako BlackRock zapira vrata Solana ETF-u, kako je ameriško sodišče zavrnilo pritožbo menjalnice Binance, Elon Musk priznava potencial Bitcoina, kljub temu pa večina Američanov še ni prepričana v varnost in zanesljivost kriptovalut. Precej novic nas čaka v tem tednu, zato predlagam, da kar začnemo. Torej, Slovenija v vodstvu evropske digitalne finančne revolucije. Slovenija je postavila nov mejnik v evropskem finančnem ekosistemu z izdajo prve suverene digitalne obveznice. Ta pionirski podvig predstavlja pomemben korak v smeri modernizacije finančnih trgov z uporabo blockchain tehnologije. Digitalna obveznica bo vredna 30 milijonov evrov in bo imela obrestno mero 3,65%. Njena izdaja in poravnava sta potekali prek tokeniziranega gotovinskega sistema Banke Francije. Digitalne obveznice, za razliko od tradicionalnih, izkoriščajo prednosti blockchain tehnologije, ki zagotavlja večjo preglednost, učinkovitost in varnost pri izdajanju in trgovanju. V zadnjih letih je svetovno gospodarstvo priča vse večjemu zanimanju za ta finančni inštrument. Od francoske banke Societe Generale do nemškega stanovanjskega giganta Vonovia in celo kitajske centralne banke so številne institucije že izdale svoje digitalne obveznice. Tudi Evropska centralna banka aktivno raziskuje možnosti digitalnega financiranja. Njen eksperimentalni program za poravnave denarja preučuje potencial centralnobančnih digitalnih valut za revolucioniranje finančnih trgov. Slovenska digitalna obveznica je bila izdana s pomočjo platforme Neobonds, ki jo je razvila banka BNP Paribas. Ta platforma, zgrajena na tehnologiji Digital Assets DAML in blockchainu Canton, omogoča učinkovito upravljanje digitalnih obveznic, vključno z evidentiranjem lastništva, generiranjem kuponov in podporo vsem življenjskim ciklom obveznice, vključno s sekundarnim trgovanjem. Digitalne obveznice imajo potencial za bistveno izboljšanje preglednosti in učinkovitosti na finančnih trgih. S pomočjo blockchain tehnologije lahko postane izdajanje in poravnava obveznic hitrejše, varnejše in cenejše. To pa lahko privede do večje likvidnosti trga in krajših transakcijskih časov, kar koristi tako izdajateljem kot investitorjem. Smo prvi v Evropski uniji, no upajmo, da se nam bodo kmalu pridružile tudi ostale članice unije. BlackRock zapira vrata Solana ETF-u. Fokus ostaja na Bitcoinu in Ethereumu. Čeprav so krožile govorice, da naj bi BlackRock, največji svetovni upravljalec premoženja pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo, SEC-u, vložil zahtevek za Solana ETF, je Samara Cohen, izvršna direktorica pri BlackRocku, te možnosti vsaj za bližnjo prihodnost zavrnila. V nedavnem intervjuju za Bloomberg je Samara Cohen priznala, da družba v bližnji prihodnosti aktivno ne razvija Solana ETF-a. Cohenova je zato navedla pomanjkanje povpraševanja strank in pomisleke glede splošne zrelosti ekosistema Solana. Podobno je čez vikend na konferenci Bitcoin 2024 govoril tudi Robert Mitchnick, vodja digitalnih sredstev pri BlackRocku, ki je izrazil skepso do dodajanja Solana ETF-a v ponudbo družbe. Mitchnick je navedel več razlogov, vključno z domnevno nezrelostjo, likvidnostjo in kratko zgodovino omrežja Solana v primerjavi z bolj uveljavljenima trgoma, kot sta Bitcoin in Ethereum. Kljub BlackRockovemu oklevanju pa se pot za Solana ETF morda odpira za druge upravljalce premoženja. Medtem ko BlackRock ostaja ob strani, je Chicago Board Options Exchange izrazil podporo vlogam za Solana ETF, ki so jih vložili upravljalci premoženja VanEck in 21 Shares ETF. Čeprav BlackRock morda še ne bo skočil na vlak Solana ETF, spreminjajoča se regulativna pokrajina in
povečano zanimanje drugih velikih igralcev v panogi nakazujeta, da se možnosti za Solano podprt ETF morda le izboljšujejo. Kaj pa vi mislite? Bo Solana ETF kdaj ugledal luč? Komentirajte spodaj. Ameriško sodišče je zavrnilo pritožbo menjalnice Binance. Ameriško sodišče je zavrnilo poskus kriptomenjalnice Binance, da bi zavrgli večino obtožb, ki jih je proti njej vložil ameriški regulator trga vrednostnih papirjev, Komisija za vrednostne papirje in borzo, SEC. Sodišče je 28. junija razsodilo, da bodo obtožbe v zvezi z Binanceovim programom za staking, prodajo BNB žetonov po njihovi prvi javni ponudbi in kršitvami proti goljufijam obravnavane naprej. Sodišče je tudi podprlo trditev SEC, da je nekdanji izvršni direktor Binance, Changpeng Zhao, deloval kot nadzorna oseba in da bi moral Binance registrirati svoje poslovanje v skladu z zakonom o borzi. Kljub temu pa sodba ni bila popolna zmaga za SEC. Sodnica Amy Berman Jackson je zavrnila obtožbe v zvezi s sekundarnimi prodajami BNB žetonov in vse prodaje povezane s stabilnim kovancem Binance USD. Pri svoji odločitvi se je sklicevala na sodbo sodnice Annalise Torres v primeru SEC proti Ripple, ki je služila kot podlaga za zavrnitev trditev glede sekundarnih prodaj BNB. Odločitev sodišča je presenetila finančnega odvetnika Scotta Johnsona, ki jo je opisal kot pomemben neuspeh za regulatorja trga vrednostnih papirjev. Reporterka Fox Business Eleanor Terret pričakuje, da bodo odvetniki, ki zastopajo Coinbase, Kraken in ConsenSys, izkoristili to mnenje za krepitev svojih stališč v svojih zadevah. SEC pod vodstvom Garyja Genslerja je namreč junija 2023 vložil tožbo proti Binance, v kateri je trdil, da je menjalnica ponujala prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev in delovala nezakonito znotraj Združenih držav. Binance in CZ sta se odzvala s tem, da sta približno 3 mesece kasneje vložila zahtevo za zavrnitev tožbe. 7 ameriških zveznih držav, vključno z Aljasko, Florido, Mainom in Severno Karolino, je bodisi preklicalo, bodisi zavrnilo Binance pravico do podaljšanja dovoljenja za prenos denarja. Poleg tega CZ trenutno prestaja 4-mesečno zaporno kazen zaradi kršitve zakonov o pranju denarja. Binance trenutno še ostaja vodilna platforma, bomo pa videli, če bo zaradi teh težav svoj prestol še vedno ohranila. Če so vam všeč naše novice, dajte video všeček in naročite se na naš kanal in pritisnite zvonček, da ne boste zamudili naslednje epizode. Elon Musk priznava potencial Bitcoina. Elon Musk je na podcastu X Takeover razpravljal o potencialu Bitcoina po govoru Donalda Trumpa na konferenci Bitcoin 2024. Musk je v pogovoru podrobneje predstavil svoje poglede na Bitcoin, pri čemer je poudaril, da vidi določene prednosti v tej kriptovaluti, še posebej v kontekstu Trumpovega nedavnega govora v Nashvillu. Musk je med podcastom obravnaval teme, kot so tehnologija, raziskovanje vesolja in trajnost. Na vprašanje o njegovih pogledih na Bitcoin je odgovoril previdno. Poudaril je, da ne namerava promovirati kriptovalut, razen morda v šali. Dejal je: "Ne bom promoviral kripta. Če me vidite, kako spodbujam kripto, to nisem jaz." Kljub temu je priznal, da vidi nekaj vrednosti v Bitcoinu in morda še v drugih kriptovalutah, pri čemer je posebej omenil svojo naklonjenost do Dogecoina zaradi svoje ljubezni do psov in mimov. Musk je tudi poudaril pomembnost skupnostnih zapiskov pri objavah na X, da bi razkrinkal dezinformacije. Opozoril je občinstvo, naj preverijo katerokoli mnenje o kriptovalutah, ki mu je pripisano na družbenih omrežjih. Medtem je nekdanji predsednik Donald Trump okrepil svojo podporo Bitcoinu s ključnimi napovedmi med svojim govorom na konferenci Bitcoin 2024. Trump je predstavil načrte za vključitev kriptovalut v državne rezerve
in izjavil, da namerava postaviti Združene države na čelo svetovnega kriptoprostora. Poudaril je svojo zavezanost Bitcoin skupnosti z obljubami o velikih spremembah v regulativnem vodstvu. Res je, kar pravi Musk, danes se z umetno inteligenco lahko poustvari marsikaj, zato moramo paziti. Večina Američanov ni prepričana v varnost in zanesljivost kriptovalut. Kriptotrgi, kot vemo, doživljajo udarce z vseh strani, od padcev vrednosti do več stečajev podjetij ter tožb in regulativnih groženj. Med velikim deležem Američanov, ki so vsaj malo slišali o kriptovalutah, to je 88%, 3/4 pravi, da niso prepričani, da so trenutni načini vlaganja, trgovanja ali uporabe kriptovalut zanesljivi in varni, kar je razvidno iz raziskave Pew Research Center izvedene med 13. in 19. marcem. To pomeni, da približno 2/3 vseh odraslih v ZDA nista prepričani v zanesljivost in varnost kriptovalut. Približno 4 od 10 odraslih, ki so slišali za kriptovalute, pravijo, da sploh niso prepričani in dodatnih 36% ni zelo prepričanih v zanesljivost in varnost kriptovalut. Na drugi strani spektra je le malo teh odraslih zelo ali precej prepričanih v kriptovalute. Približno 1 od 5 pravi, da so nekoliko prepričani. Stališča se razlikujejo tudi glede na to, ali je nekdo vlagal v kriptovalute. Medtem ko 1 od 5 uporabnikov kriptovalut pravi, da je izjemno ali zelo prepričan, da so varne in zanesljive, ta delež pade na 2% med tistimi, ki so seznanjeni s kriptovalutami, vendar niso vlagali. Raziskava je tudi vprašala Američane, kdaj so prvič uporabili kriptovalute. Približno 3/4 tistih, ki so kdaj vlagali v, trgovali z ali uporabljali kriptovaluto, pravi, da so to storili prvič pred 1 do 5 leti. Manjši deleži pravijo, da so to storili prvič v zadnjem letu ali več kot 5 let nazaj. No, zanimivo bi bilo to raziskavo izpeljati tudi v Sloveniji. Koliko pa vi verjamete v kriptovalute? Imate morda katero, ki je vam še posebej pri srcu? In kaj si mislite o današnjih novicah? Kar napišite nam spodaj pod komentarji. To bo vse za to epizodo. Lepo vas pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.